Papež Frančišek je v svojem prvem nagovoru na ugandskih tleh pojasnil, da je njegov obisk namenjen predvsem obhajanju 50. obletnice kanonizacije ugandskih mučencev. Mučenci nas spominjajo, kako pomembno mesto so imele in imajo vera, moralna poštenost in prizadevanje za skupno dobro na kulturnem, ekonomskem, političnem življenju te države. Prav tako nas spominjajo, da smo kljub razlikam v veri in prepričanju vsi poklicani iskati resnico, delati za pravičnost in spravo ter spoštovati, zaščititi in pomagati drug drugemu kot člani ene človeške družine. Papež je nadalje pojasnil, da s svojim obiskom želi usmeriti pozornost na celo afriško celino, na katero svet gleda kot celino upanja, zlasti kar zadeva mlade. Pomembno je, da se mladim da upanje, možnosti za izobrazbo in plačano delo, predvsem pa možnosti, da sodelujejo v življenju družbe. Pozornost mora biti po papeževih besedah namenjena tudi starejšim, ki so živ spomin vsakega naroda. Njihovo modrost in izkušnje je treba ceniti kot kompas, ki pomaga družbi najti pravo smer. Omenil je tudi begunce, ki jih je sprejela Uganda. Naš svet, ujeto vojne, nasilje in različne oblike nepravičnosti, je priča velikemu gibanju ljudi. Način, kako jih obravnavamo, je preizkus naše človečnosti, spoštovanje človekovega dostojanstva, predvsem pa naše solidarnosti z brati in sestrami v stiski. Resnično dušo naroda vidimo v tem, kako obravnavate revne, bolne in ljudi v stiskah, je še dejal papež.